magi so vedno 10-100 korakov naprej manifestacijsko, zaradi tega, ker ko enkrat uporabljajo magijo ali pa recimo miselno magijo in tako dalje, se v njih razvije, temu rečemo, magična intuicija, ki je, tudi ko tega ne veš, 100 korakov naprej pred tabo. To pomeni, da in zato je bila magija se obdržala na tem planetu, marsikaj izginali z planeta, ampak to se je pa obdržalo, ker oni so vedeli, da ko delajo magijo, da se manifestacijske Lego kocke postavljajo tako, da jih nikoli energije ne presenetijo. Primer, ljudje, ki grejo kar skozi življenje s tokom, so na to drugače ful ponosni. Mi smo spontani, a ne, mi sproti stvari vidimo, življenju treba malo zaupati, ne rabiš stvari načrtovati. Magi načeloma niso nikoli tega delali, a veš? Zaradi tega, ker magi so vedeli, da najprej se postavijo energije namere in šele na to sledi dejanje. Vedno je prva energija, ko se nafila dovolj to polje namere, se zgodi dejanje in rezultat nečesa v manifestaciji. Ljudje, ki rečejo, da grejo s tokom, se dostikrat zgodi, da te namere vnaprej ne prepoznajo, ampak mislijo v bistvu ta spontanost, v bistvu mislijo to, da ko pridejo v rezultat manifestacije, potem se sproti odločajo, kaj bojo naredili, ampak oni so že noter v manifestaciji neke energije, ki se je akumulirala. Magi so to delali drugače. Oni so vnaprej videli ali pa sami filali polje namere. In zaradi tega, ko je neko dejanje oziroma manifestacija nastopilo, niso bili presenečeni, prišli so tja pripravljeni, nikoli jih čustveno nič ne šokira in manifestacija za njih v enem trenutku že postavljena, zaradi tega, ker so se poravnali z njo že vnaprej. In to je bila sposobnost čarovnikov in to je sposobnost magije. Ne me narobe razumeti, zdaj ni nič narobe, če v življenju ljudje grejo pač s tokom, pa spontano, glih ko ima duša svoje izkušnje, glih ko je v tem neko bogastvo. Je pa res, da potem ljudje, ki se v nečem znajdejo, mogoče je kvocient stresa večji, mogoče se težje prilagodijo, mogoče so malo bolj šokirani in potem, ko morajo odreagirati, mogoče rabijo dlje časa za neko pozitivno manifestacijo, kot če bi se to delalo naprej. Ne pravim, da je tista manifestacija slaba, saj ljudem, ki zaupajo življenju, se stvari uredijo. Je pa res, da se mogoče to zgodi počasneje in z malo več stresa, kakor nekdo, ki si manifestacijsko polje pripravi naprej. In taka manifestacijska polja se pripravljajo, to pomeni s temi namerami, in mi temu rečemo miselna magija, a ne? A razumeš? Zato obstajajo tečaji, kot so miselna magija, ki niso noben bav, ampak so torej tečaji, kjer ti znaš opazovati in razumeti, ko se nekje gradi polje namere in se že sedaj manifestacijsko pripraviš na rezultat te namere ali pa kolektivne namere, in ko prideš tja, ni nobenega presenečenja in ti imaš že vse pripravljeno, da v tem noter lahko funkcioniraš. Zato so tečaji, kot je miselna magija, absolutno fantastični, zaradi tega jih tudi učimo, a ne. Tako da ne gre se za karkoli drugega, to je miselna magija. Jaz mislim, da jo je pametno v življenju imeti, da je pametno, da jo znaš in da je pametno, da svoj razviješ do te mere, da lahko nekaj vidiš, prepoznaš, na to nekako vplivaš in predvsem se manifestacijsko pripravljaš.
definitivno bolj mirno življenje in manifestacijsko bolj uspešno življenje, zagotovo. Tako da, če te zanima tečaj miselne magije, 20.7. bo na spletu, potem zelo dolgo ne bo tega tečaja, tako da poglej si ga in se nam pridruži na potovanjeduše.si. Ali se ti je že kdaj zgodilo, da si nekaj zamislila in potem je to postala resničnost? Upam, da si sicer zamislila pozitivno. To pomeni, da imaš sposobnost miselne magije in to je izjemna stvar. Nekateri imajo to malce bolj razvito, nekateri malce manj, ampak več ali manj imamo to razvito vsi. Kaj pa se zgodi, če naenkrat kar načrtno uporabiš te sposobnosti miselne magije? Potem se zgodijo pravi manifestacijski čudeži in jaz mislim, da bi to moral poznati čisto vsak človek na tem planetu. To je prav poseben tečaj, ki te nauči, kako lahko uporabljaš točno dotične dele možganov za to, da lahko aktiviraš tisto, kar si želiš. Recimo, zakodiraš prave besede in ko prideš v prostor in jih poveš, se zadeve kar zgodijo. Ali pa kako lahko spremeniš za svojo miselno magijo energijo predmeta ali okoliščine ali pa prostora. Kako lahko umakneš tisto, kar ti je na poti, zato ker preprosto ne sodi tja. Vse to je miselna magija. Res je, naše misli zelo močno kreirajo. In sedaj bi te rada naučila, kako narediti iz tega dobesedno manifestacijske čudeže. Če si za, poglej, samo še nekaj prostih mest je na voljo, naklikaj si povezavo in se nam pridruži.